leto 1943, mineva zdaj letos 80 let, ne, je leto polno nekih dogodkov, oziroma sploh zdaj v letu 43, 53, 63 in tako naprej vedno najdemo neke obletnice, o katerih lahko zgodovinarji govorimo, in eno od takih je letos. Ne. Zdaj mi, da to snemamo zdaj sredi julija, ko Mussolini še ni padel, ne. To se bo zgodilo šele, ta obletnica bo šele 25. Julija, ne. Ampak govorila bo pa predvsem o tistem, kar je potem sledilo približno mesec in pol kasneje, ne. Torej nekaj, kar se je nakazovalo že precej dolgo časa, ne. Torej fokusirala se bova na kapitulacijo Italije. 30 leta, ne, že malo pred zgodovine, ne, 300 leta zdi se Italija, da je ena velika pomembna sila, ne, ali pa vsaj morda Italijanom, pa seveda predvsem pa Mussoliniju se to zdi zagotovo, da je to res, ne, da to drži, ne, recimo v Münchnu, ne, neki mojstri, ki vlečejo poteze na šahovnici evropske zgodovine, ne. Italijani so potem leta 1940 stopili tudi v vojno, oziroma še pred vojno samo so podpisali, predno so oni stopili v vojno, so že podpisovali sporazum z Nemčijo in Japonsko, trojni pakt, ne. Italija je sicer svojo ekspanzivno politiko usmerila proti jugu, ne, onstran Sredozemlja, dobro, pa tudi na severno stran Sredozemlja, ne, predvsem Balkan in pa Severna Afrika sta jo zanimali, ne. Balkan predvsem v smislu političnih pritiskov, ne, Afrika pa pravzaprav malo v tistem duhu, ne, obnovitve rimskega imperija, ne. Sicer so segli malo nižje, do Etiopije, do tega rimski imperij ni segel, ne. Zdaj ta italijanska zmaga v Etiopiji je seveda relativna, ne, po svoje, relativna v tem smislu, da lahko je premagati z neko sodobnejšo tehniko, ampak to je bila ena vrste malo revanše za tisto, ko so koncem 19. stoletja bili precej tepeni v Etiopiji, ne. Ampak to ni trajalo dolgo, ta njihova etiopska epizoda ni dolgo trajala, Angleži so jih precej hitro že potem zopet izrinili iz Etiopije, tako da jim je ostala pravzaprav samo še Libija v Afriki. Na Balkanu so pa seveda skušali svoj vpliv, zdaj pa tudi materializirati, pa so napadli Grčijo, ampak zopet relativno neuspešno. Grki so jih potisnili ne zgolj iz Grčije, ampak tudi še v Albanijo, malo nazaj, ne. Italija se je seveda priključila tudi napadu na Jugoslavijo, ne, tako kot ostale nemške zaveznice, torej Madžarska in pa Bolgarija, ne. Zdaj, slovensko ozemlje, ne, vemo, to so že dogovori oziroma odločitve Hitlerja že pred samim začetkom akcij v Jugoslaviji, torej kako bo to ozemlje države razdeljeno. Zdaj, če govoriva samo o slovenskem ozemlju, seveda Italijani so zdaj dobili ta jugozahodni del, ne, bomo rekli, revnejši del Kranjske, ne, torej, ali pa ekonomsko šibkejši del Kranjske, torej od Ljubljane proti jugu pa jugovzhodu, ne. Italijani so se malo bali Nemcev, pa so to hitro zdaj 3. maja že kar aneksirali oziroma priključili k kraljevini Italiji, ne. Italijani so bili potem seveda tudi v Afriki precej ubogi pri svojih uspehih, potem ko smo rekli, da so jih Britanci že vrgli iz Etiopije, so mu mogli še Nemci pomagati z Romlovim korpusom, ne. A je bila Italija pravzaprav sploh pripravljena na vojno, oziroma ali je Italija v vojni, tej drugi svetovni vojni, resen faktor? Jaz mislim, da Italija ni resen faktor bila takrat v vojni. Eno so bila pričakovanja fašistične politike, samega Mussolinija, drugo je bilo realno stanje, ki je vladalo v vojski in tudi v sami družbi. Kljub te agresivni zunanji politiki, ki je bila, kot si že povedal, usmerjena, fokusirana Balkan, Sredozemlje in Severna Afrika, je Mussolini realno pričakoval vojno nekje leta 1942. To je bilo pričakovanje vojne in v bistvu so ga vsi te dogodki prehiteli. In Italija že takoj ob začetku vojne nekako deluje kot privesek Nemčije, ne. Te prvi porazi italijanski se, torej, kot si že omenil, se pojavljajo torej in Grčija, potem imamo Severna Afrika, in takoj so tudi Nemci zaznali, da je Italija v tej igri šibki faktor. Zdaj, o samih interesnih sferah, kar se tiče pa same vojske. Se pravi, tudi vojaški vrh, saj del vrha ni bil pripravljen na vojno.
In tudi prebivalstvo ni maralo vojne. Ne. Tako da tu je obstajalo neko nesorazmerje med samo politiko in prebivalstvom. Kar se tiče vojske, vojska je bila nominalno močna. Ne. Če gledamo danes po vojskovalnih močeh, če gledamo zdaj vojaško gledano, kako se ocenjuje moč vojske. Eno je ta konceptualni vidik, eden je fizična moč in ena je moralna moč. Ne. Ta fizična moč je bila na papirju močna. Mi dostikrat ocenjujemo, tudi danes države štejemo topove, štejemo cevi, to ni realna ocena vojske. Pozabljamo na tiste dva druga faktorja, to je torej ta moralni vidik, ne, ki že sama ta komponenta pove, kakšno je moralno stanje vojske, kako je vojska zadovoljna bomo rekli, svojim statusom, potem doktrina, kakršna je bila, to je že ta konceptualni vidik, tu so Italijani šepali. Ne. Ta nominalni vidik je bil pa seveda močan in ta je odgovarjal, ta druga dva faktorja, torej sta bila šibka. Ne. In tu so Italijani pešali in to se je seveda takoj na začetku vojne tudi zelo hitro odražalo, tudi ob napadu na samo Jugoslavijo. Zdaj, če se dotaknemo tega napada na Jugoslavijo, tu je, bi jaz rekel, diktiral tempo Hitler, ne, ta njegova znana direktiva 25. Madžari in Italijani imajo tu sekundarno vlogo, tudi glede ozemelj, kdo kaj dobi, to se je dobro videlo tudi na slovenskem ozemlju, ne, potem, ko so bile te mešetarje na ozemlji, Pskočevari in podobno. Ampak njihov fokus je bil torej predvsem Dalmacija, Črna Gora in oni so usmerili predvsem v ta ozemlja svojo drugo in tretjo armado, se pravi druga je ta, ki je tudi prišla na našo ozemlje in se potem pomikala dol proti Dalmaciji in tista tretja, ki je delovala iz Albanije, ki pa je že bila leta 1939 okupirana, ko so Italijani okupirali samo Albanijo. Zdaj, že sam napad, če se ga dotaknemo, ne, recimo vidimo, da so glavno vlogo v napadu na Jugoslavijo odigrali Nemci. Ne, ko vidimo, kako so Italijani napredovali, oni so v bistvu zamudo. Oni so čakali, da Nemci prodrejo čez Slovenijo proti Hrvaški in šele takrat oni v bistvu napadajo to ozemlje in to zelo previdno. In kaj je zanimivo, ko beremo poročila iz takratnega časa, Italijani niso nekako se bali Slovencev in Hrvatov. In z Nemci je isto. Oni so se bali Srbov. Srbov so se bali, to je očitno tradicija že iz prve vojne. In to tudi poročila nakazujejo, ne? Oni so iskali Srbe, bali so se Srbov. Tako da Slovenci smo za njih bili očitno narod, ki se ga bo dalo na dolgi rok asimilirati in pridobiti na svojo stran oziroma ga asimilirati in niso mislili, da bo Slovenci nek velik problem. Zavedali so se, tako kot Nemci, pa da je v tej Jugoslaviji, da je na tem ozemlju neki uporniški duh in tega so se bali in kasneje so se s tem tudi seveda soočali. To je seveda protiuporniško delovanje, ki se je razvilo po celi Jugoslaviji. Sej mimo grede, ne, in so Italijani zamujali samo ob napadu Jugoslavijo, ne, tudi napad na Francijo so pravzaprav začeli zelo ležerno, samo to, da so prišli do Nice, malo grobo povedano. No, zdaj, rekel si, da so se bali tega prostora oziroma zavedali so se ga nekega uporniškega duha. Ne. Kako bi bilo zdaj z vojaško močjo pa v Ljubljanski pokrajini, ne, je ta tu, vemo, ne, represije, to je zdaj druga vojna, to ni prva svetovna vojna, to niso rovi, to je zdaj okupacija, popolna okupacija ozemlja, kjer so predmet vojaškega delovanja tudi civilisti, ne, torej zoper civilisti, torej ni samo prostor pa stvari v prostoru, ampak tudi civilisti. Ne. Recimo italijanska vojska je, kot vemo, spomladi 1942 izvedla znano ofenzivo Primavera,
ki v praksi pravzaprav niti ni bila silno uspešna. Ne. Partizane niso, če je cilj recimo uničenje partizanov, to ni bilo doseženo. Ne. Pravzaprav nasprotno, ne. Celo italijanska vojska pa kvizinške enote, torej milicija volontarja antikomunista, so se pravzaprav potem umaknili v posamezne točke, ne, v večje kraje, ves ostal prostor je bil pravzaprav stališče italijanske okupacije prazen, ne, torej ga niso nadzirali. Ne, ali pa recimo, ne, znan poraz italijanske vojske v Jelenovem žlebu marca 1943, ko sta Gubčeva pa Cankarjeva brigada 26. marca 1943 pravzaprav potovkli bataljon divizije Macerata. Bataljon je štel 480 vojakov, ne, od tega je bilo 106 mrtvih in 102 ranjena, ne, medtem ko partizanska stran je imela mikroizgube, manj kot 10 oseb, mislim, da vsega skupaj. Zdaj, dobiš občutek, ne, da italijanska vojska v bistvu v operacijah proti partizanom ni bila uspešna. Na to vprašanje bom odgovoril z eno prigodo, ki sem jo slišal, se pravi z ustnim pričevanjem ene od starih mame, enega od mojih prijateljev, ko je vprašal, kako je bilo, ko so Italijani okupirali naše ozemlje v primerjavi z Nemci. In ona je rekla, ko so Italijani prišli, niso imeli neke velike želje po delovanju proti uporniškem, proti partizanom. Več ali manj so se nahajali v vojašnicah, kupovali so od lokalnih kmetov razne dobrine in podobno. Ko so prišli Nemci, je rekla, je zadeva bila dosti bolj aktivna, se pravi iskanje, konflikt s partizanom, spopadi so dosegali, bomo rekli, večjo, bomo rekli, razsežnost. Je rekla, veste, Italijani so imeli samo eno stvar v svojih mislih in potem smo vprašali, kaj pa? Donne. Ne, to je bil odgovor. Se pravi, to veliko pove. Ne bi zdaj rad posploševal, da je tako bilo res. Ne, ampak ja, to nekaj pove. Italijani zagotovo niso bili uspešni v tem svojem protiuporniškem delovanju. Enako velja za Nemce. Oni so rekli, podcenjevali na nek način prebivalstvo, rekli, celotne nekdanje Jugoslavije in tudi na ta ozemlja, tako kot Nemci, niso tudi pošiljali svojih, bomo rekli, najboljših enot in so se pretežno naslanjali na peto kolono, bomo rekli, na razne kvizlinške enote. Zakaj? Zato, ker strateško, in to ni bilo prioriteta, druga območja so jim tudi bila. In tako velja tudi za Nemce. In eno dobro poročilo iz leta 1941 iz Srbije, sicer ne italijanskega, ampak nemškega generala, je sledeče. Mi bomo v Jugoslaviji aktivirali čim manj vojakov Wehrmachta in čim več kvizlinških enot, petokolonašev. Zato, ker vsak ubit nemški vojak samo priliva olje na ogenj jugoslovanskemu uporništvu. To veliko pove, ne, o tem, kako so tretirali to ozemlje. In niso želeli predvsem, da preveč njihovih vojakov krvavi na področju Jugoslavije. Jugoslavija je že takrat imela nek značaj območja, ki je krvavo, ki ima neko krvavo zgodovino, kjer niso želeli, da njihovi vojaki umirajo. In ta rdeča nit se vleče do 90 let. Ampak po drugi strani, ne, je pa partizansko gibanje na Balkanu zadrževalo toliko nemških enot, kot jih je bilo v Italiji, kjer so pa regularne vojske ZDA in Velike Britanije, ne? Dobro, pa še ostali, recimo Poljaki in tako naprej. Kar bi tu, glede samega vojaštva, nekako okrog 30 divizij je imel okupator na Balkanu, od tega jih je bilo približno okrog 17 stacioniranih v sami Jugoslaviji. Deva številko, koliko je to, ker nimamo čist, koliko je zdaj divizije, vojaki. Zdaj tudi probleme v katerem obdobju, skoraj boljš bi govorili, da govorimo o bataljonih, zato ker divizije so v različnih vojskah tudi različno številčno tretirane po binarnem in drugačnem ključu, boljše v bataljonih, se pravi, kaj ne rečem, par tisoč ljudi zavisi od katere vojske, bataljon, tam 800 vojakov do 1000, seveda partizanski bataljon ni bil to.
Težko zdaj govorimo o teh cifrah, ampak torej, naše ozemlje je bilo okupirano strani druge armade in na ozemlju Ljubljanske pokrajine je torej deloval 11. armadni korpus. Ne 11. armadni zbor, zdaj, da povem tu javno, ker se to pojavlja v zgodovinskih knjigah slovenskih, Army Corps ni armadni zbor, ampak je armadni korpus. Armadni zbor je zbor, ne vem, pevcev ali ne vem kaj. To se vidi. Korpus je vojaška enota. Ja, tako, se pravi, to vidimo kako, ampak jaz kaj opažam, da se doskrat, potem ko zgodovinarji pišejo, eno drugega kopira oziroma se uporablja ena ista beseda in to se je zdaj že razvleklo po vseh knjigah. Se pravi, govorimo o armadnem korpusu, armada je nivo više. Se pravi, 11. armadni korpus je imel torej tukaj svoj sedež. Poznamo tam rekli tudi rekli poveljnike, ki so bili potem kasneje tudi seveda obsojeni kot vojni zločinci, nikdar tudi niso za svoje zločine odgovarjali, to bo seveda tema malo kasneje. Zdaj, strukturno se je potem armadni korpus delil na različne divizije, ki so operirale na različnih območjih. Ena najbolj znanih je ta znamenita divizija Isonzo, ki je imela sedež v Novem mestu, pol je bila divizija Cacciatori degli Alpi, ta je imela v Ljubljani, vem, potem je bila divizija Macerata, divizija Lombardija, se pravi, s temi divizijami so operirali na slovenskem ozemlju, ki so seveda imeli operativno območje, ne samo v Sloveniji, ampak seveda nekatere tudi na drugih območjih. Potem pomembno glede te same okupacije, seveda potem tudi civilna oblast, se pravi visoki komisar za Ljubljansko pokrajino, Emilio Grazioli, vse te zgodbe poznamo, se pravi, kako je naše banjske uprave oziroma politične oblasti, kaj se je dogajalo, jaz se bom fokusiral predvsem na vojaštvo. Kar je seveda tu pomembno, je seveda, da je ta politika italijanska sprva bila dosti bolj mila in zmirna, kot je bila nemška. In je pozneje, ko se je seveda to uporništvo zelo razvilo, prešla, bomo rekli, v to intenzivnejšo, bolj agresivno fazo, se pravi vojaški spopadi, deportacije, streljanje talcev in podobno, ki seveda se je začelo širiti tudi na območju Ljubljanske pokrajine. Kar si že prej omenil, se pravi, čeprav je prišlo do te formalne priključitve, je ta rapalska meja še vedno obstajala, se pravi, v davčnem smislu, policijski nadzor. Potovanje, si rabo prepustnica, ni bilo. Carine, vem, to je še vedno vse obstajalo. Ni bilo pa, čeprav so anektirali, mobilizacija ni bila uvedena. Niso polnopravni državljani kraljevine Italije, bili ti iz Ljubljanske pokrajine. Zdaj, poletje 1943, stvari so že bolj ali manj jasne, da Italija tu ne bo več dolgo časa zdržala. Kot sva že povedala naprej na začetku, Mussolinija odstavi veliki fašistični svet in potem pride do kapitulacije Italije. Torej Italija izstopi iz vojne. Kakšne posledice je to imelo za svetovna bojišča? Ali sploh? Zdaj, dobro, en del, torej zdaj več ni trojni opakt, zdaj sam še dvojni. Italijani izstopijo iz vojne in na nek način se celo pridružijo zaveznikom. Pustimo zdaj ta podrobnosti o Salojski republiki in tako naprej. Kakšne učinke je to imelo? Je bilo to sploh dobro vidno ali pravzaprav niti ne? Ta šibkost Italije in to bomo rekli, iskanje stikov z zavezniki se je začelo že leta 1942. Kralj italijanski že 1942. leta išče stike. Tudi določeni ministri fašistični iščejo stike, da bi Italija išla iz vojne in da bi izstopili iz samega, bomo rekli, trojnega pakta. Tako da in sam Mussolini je imel tudi znotraj generalitete določeno, bomo rekli, disidentsko gibanje, nekaj generalov, ki so bili za to, da se Italija se umakne iz vojne.
Kar je bilo očitno, je bilo, da seveda, da je Italija vedno bolj postajala odvisna od same Nemčije. Začele so se že 42. leta pojavljati prve protifašistične stranke. Seveda, stvar je bila različna v tem, kako bojo oni izvedli ta ali državni udar, ali bomo rekli nek revolucionarni val. Ne. Na koncu je seveda prevladala ta kraljeva opcija, da je v bistvu šlo za neke vrste državni udar, oziroma temu so rekli palačno zaroto, ko je kralj potem odstavil. Tu je imel seveda Mussolini, tu je imel pomembno vlogo tudi veliki fašistični svet. Potem seveda Mussolini je pol bil poslan v kako je že konfinacijo. Ja, v konfinacijo, pa vemo to zgodbo, kako so ga Nemci rešili, umestili v Republiko Salo. Tu so imeli, to, kot sem rekel, pomembno vlogo tudi nekateri fašistični voditelji. Pomembno je, da je prebivalstvo tudi vedno bolj bilo proti vojni usmerjeno, sploh začetek leta 1943, ko se pojavljajo tudi večja bombardiranja Italije, večjih mest, prihaja do velikih delavskih stavk in nemir se krepi, ne. In takrat se pravi se dvignejo tudi nekateri, torej tudi fašistični politiki, Dino Grandi, en tak primer. In seveda potem tudi za vse te neuspehe potem tudi začne Mussolini z določenimi menjavami določenih politikov. Čano je en tak tipičen primer, ki je bil minister za zunanje zadeve, potem pristane v Vatikanu in podobno. Zdaj, nekatere ocene so, da je kralj to menjavo naredil prepozno. Ustoličijo torej julija potem samega Badolija, kar vemo, prej se je torej dogajalo že to, da takrat se že izvaja po odločitvi v Casablanki ta, bomo rekli, pritisk, kako se reče, v mehki trebuh, se pravi, da bojo zahodni zavezniki šli po Apeninskem polotoku navzgor, se pravi, proti volji Američanov. Američani so vedno zagovarjali zahodno fronto, se pravi Francija, se pravi Churchill je izsilil to Apeninski polotok, hkrati je pa seveda že takrat pritiskal Stalin, da je treba na zahodu odpreti fronto, in te pritiski so se potem seveda rekli, so dobili svojo realizacijo potem 6. junijem leta 1944. Zdaj, Badoglio je bil ustoličen, s tem, ko Mussolini pade. Badoglio še vedno trdi, da je to neka notranja politična zgodba in da oni ostajajo zvesti Nemcem. Se pravi, ta politika podpore Nemcev se nadaljuje in se v bistvu potem se spremeni šele s kapitulacijo, oziroma to zdaj moramo razlikovati poimenovanje. Mi govorimo o kapitulaciji, oni govorijo o premirju, armističju in podobno. In danes tudi v Italiji to ne pomeni nekaj slabega, ta njihova kapitulacija. Oni tretirajo večinoma to kot nekaj dobrega. Ne. Italijan se strese, ko sliši besedo Caporetto, ne armisticijo septembra 1943. Tu je razlika v tem, kako gledajo na zgodovino. Ta kapitulacija je imela kakšne posledice v Jugoslaviji na terenu. Predvsem v tem, da je šlo med četniškim in partizanskim gibanjem za borbo, kdo dobi več italijanskega orožja. Z vidika odporniškega gibanja je imela izjemno pomembno vlogo. Namreč partizani so v tej kapitulaciji več povlekli, bomo rekli, kot sami četniki. Se pravi, pridobili več orožja, težkega orožja in se seveda začeli oboroževati. In potem imamo seveda tudi pri nas te znamenite velike vstaje. Imamo Goriško fronto, imamo Kobariško republiko in podobno, ko pride do množične mobilizacije in razmaha narodno-osvobodilnega gibanja. Po drugi strani imamo veliko količino tudi vojakov, partizanov, ki se formirajo torej na jugu, imamo tako zvane prekomorce in tiste bivše italijanske vojake, ki se vračajo v Slovenijo in se potem tukaj aktivirajo na različne načine v odporniško gibanje, nekateri v kolaboracijo in podobno. Zavisi res od primera do primera. Tako da v Sloveniji vem, so bile te velike, bomo rekli, akcije
razorožitev divizij, Kočevje, Ribnica, potem Novo mesto. To so bili te, bomo rekli, največji kraji, kjer je prišlo do razorožitve italijanskih enot. In za zanimivost, del teh vojakov se potem vključi seveda tudi v partizanske enote. Ni to velika količina, ampak seveda imamo nekaj teh italijanskih enot, predvsem najbolj znamenite so v 9. korpusu, Garibaldini in drugi, ki so sodelovali z narodno-osvobodilnim gibanjem. Dobro, zdaj recimo vojna se je zdaj že tudi končala, leto 1945 o Italiji kot o, zdaj je o Italiji govora kot o zavezniški državi že, ne, hladna vojna se pravzaprav že tli, ne, čeprav ne dobesedno, ne. Omenil si prej zločine, ne, italijanske vojske, ne. Pa ne samo na evropskih bojiščih, začelo se že z Etiopijo, Gracijanjem v Etiopiji in tako naprej. Italija v bistvu ni imela Nürnberga, podobno kot so imeli torej Nemci Nürnberg in Japonci tokijski proces. Nekdo bi lahko zlobno rekel, da so italijanski vojni zločinci umirali v posteli. Od starosti in bolezni. Recimo, kot že omenjeno, Gracijan je bil recimo leta 1948 pripeljan pred sodišče in obsojen na 19 let zapora zaradi sodelovanja z nacisti, kar je zanimiv razlog za obsodbo. Ampak že po 4 mesecih je bil izpuščen, namreč odvetnik je uspel s pritožbo, namreč zagovarjal ga je v smislu, kar je v vojski relativno resna stvar, namreč, da je sledil ukazom iz višjih instanc. Zdaj, to je lahko hitro spolzek teren. Torej, po 4 mesecih izpuščen in pač umre doma. No, ampak recimo, če dokončava z Gracijanjem, preden boš še kaj na to temo dodal, recimo leta 2012 se je izbruhnila ena zanimiva afera v Italiji, ko so na osnovi sicer zasebnega zbiranja nekih sredstev, ampak tudi nekih 160.000 evrov je bilo javnih sredstev, so Gracijani v nekem kraju, nekje južno od Rima, odkoder je bil doma, postavili mavzolej in na mavzoleju je bil tak, seveda, tipično vojaški napis, čast in domovina, honore patria. Po politični spremembi že naslednje leto je to seveda bilo ustavljeno in recimo etiopski minister je ob teh idejah o Gracijanju opozoril, da seveda se Gracijanja ne bi smelo spominjati, ampak ga predvsem obsojati zaradi zločinov proti človečnosti. Torej, kako je Italija lahko prišla s svojimi zločinci tako zlahka skozi? Ja, kot si že napovedal, tu se je že čutilo hladno vojno. In jaz mislim, da je glavni vzrok so torej hladnovojni interesi, da so Anglo-Američani odrekli sesojenju italijanskim fašističnim zločincem. Italija ni imela svojega Nürnberga in bi ga mogla imeti. In to se čuti še danes. Mislim, da je 2 leti nazaj je bila tudi ena pobuda, da se v smislu, da Italija nima dneva spomine na italijanske vojne zločine in da bi bilo treba to uvesti. Vem, da se je to tudi podpisovalo, zgodovinari so to. Ker 29. aprila imajo osvoboditev, ne? Tako. Zdaj, problem je, da so oni so imeli po vojni ustanovljeno leta 1946 posebno preiskovalno komisijo. In ta komisija je preiskovala vojne zločine. In usmeritev te preiskovalne komisije je šla, da pač se zavlačuje in gre v smer, da se vojne zločince ne pripelje pred sodišče. Dalo se jim je izbiro, ali več ali manj velik del teh zločincev je šel v tujino, velik del jih je poiskal zatočišče ali Argentina, ali Frankova Španija, Portugalska in podobno. In veliko jih je bilo pomiloščenih po vojni, del je bil oproščen, se pravi beg v tujino. Tako da Italijani niso naredili nekega formalnega reza z svojim delovanjem v drugi svetovni vojni. Vedeti moramo, da tudi, ko se je hladna vojna začela, so italijanski fašisti bili zelo dober
material za aktivacijo, bomo rekli, novih struktur NATO, ki so nastajale na mejah Italije, in ena takih je znameniti Gladio, o katerem vemo zelo malo. Gladio je aktiviral veliko, bomo rekli, bivših fašistov, pripadnikov italijanske vojske v neki te nove paravojaške strukture, ki jih je aktiviral NATO na mejah, tudi tukaj za Jugoslavijo. Pa še problem Italije, mislim, ni to problem Italije, ampak dejstvo v Italiji, močno komunistično gibanje. Ja, seveda, bali so se, tudi to, sever Italije je bil seveda središče izjemno močnega komunističnega gibanja in to, seveda, bali so se revolucije, predvsem ta severni del Italije je bil pri tem izredno ranljiv, da bo izbruhnila sama revolucija. Pa je bila še ena stvar, Italijani so se navezovali na poseben vojaški kazenski zakonik. In ta zakonik iz časa vojne je zahteval recipročnost. To predvsem gledamo v primeru same Jugoslavije. Se pravi, država, ki je zahtevala vrnitev zločincev na podlagi svoje zakonodaje, je morala soditi storilcem dejanj proti državi, iz katere je zahtevala to vrnitev. Zdaj, problem je bil, da v Jugoslaviji mi nismo imeli nekega zakona, ki bi lahko sprožil, bomo rekli, to recipročnost. In je stvar ni, bomo rekli, po domače ni zalaufala. In 51. leta so potem Italijani to stvar opustili. V bistvu ta stvar gre za neko v bistvu čisto birokratsko. Ampak je prav prišla. Prav je prišla in na ta način, kot so zahtevali od Roate, Roboti, da se jim seveda sodi, potem se teh zločincev ni vračalo in lepo, ljudje so po vojni lepo živeli zadnja leta tudi v Italiji. Niso bili vsi samo v emigraciji, ampak so se vračali v samo domovino. Tako da to je še danes seveda tema, ki zagotovo je aktualna in na njo opozarjajo tudi določeni italijanski zgodovinarji, da je treba narediti res to preteklosti in si naliti čistega vina, kaj je Italija delala med drugo svetovno vojno in da se preuči tudi delovanje italijanske vojske na okupacijskih območjih. To je to, kar recimo so imeli Nemci, ko so najprej sodišče, potem pa kako mlada generacija v 60 letih sprašuje starše, kje si bil, kaj si počel, zakaj si počel. Italijani tega niso imeli. In to se čuti. Hvala lepa. Moj današnji sogovornik je bil Blaž Torkar, poznavalec vojaške zgodovine. Glede na to, da prihajajo nove obletnice, se lahko še kaj srečamo. Zaenkrat hvala lepa. Hvala.